Kolegice in kolegi, spoštovani gostje, predlagam, da pričnemo z osrednjo sejo Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in predlagam tudi, da kasneje bom še govoril o dnevnem redu. Torej, najlepši pozdrav vsem, ki ste danes članice in člani seveda na to sejo, kljub vremenu, ki ni najlepše. Pozdravljam tudi strokovno službo in še posebej mi je prijetno pozdraviti predstavnike iz Loterije Slovenije, ki so se udeležili današnje seje na naše povabilo. Torej, prijazno so se odzvali gospod Križan, ki je predsednik uprave, gospa Drnovšek Romana, gospa Mateja Dečun in gospa Irena Nikolan. Torej, ena solidna ekipa, ki je prišla iz Loterije Slovenije in bo podala na začetku nekaj malega uvoda, kasneje pa bo na osnovi vprašanj poskušala odgovoriti na nekatere dileme in nejasnosti, ki se pojavljajo v zvezi z loterijo in nami kot skoraj da večinskim lastnikom Loterije Slovenije v Vinske družbe. Gospod predsednik, kaj pa snemanje? Ja, vse še nismo končali, to se zdaj pač stane. Mene zanima snemanje. Aha, snemanje, pol pa jaz, zdaj nismo se dogovorili tako, da na prejšnji seji gospa Pečerič, ne, ona je to sigurno dobro zapomnila, da pravzaprav mi to se snemamo in da ni nobenega razloga za ponovno in kaj dodatno eno drugo snemanje. Vse informacije jih podobila in tudi delamo mi sami v vlastni hiši. Zato bi jo prosil, da tega snemanja ne opravi oziroma ne počne. In jaz bi zdaj najprej vprašal, mi pravzaprav morali, zadnji smo sprejeli sklepa, zdaj bi še enkrat sklep sprejeli o tem, ali se strinjate s tem, da se strani Irene Pečerič ta seja dodatno ne snema. In dajem ta predlog sklepa, da se seja ne snema na glasovanje. Zdaj prosim za to, da se ne snema, naj to potrdi z dvigom zelenega kartončka. Kdo se je zdržal se, kdo? Eden. Proti? Eden. Torej, sklep je sprejet in snemanje je zavrnjeno in zdaj tudi prosim, da se ta prava odstrani in da gospa Elena Pečerič pa lahko mirno tukaj sodeluje na sami seji, bom to vesel, da bo prisotna in da bo lahko kot gostja spremljala to sejo, ampak brez kamere, ker je to pač sklep Sveta Fundacije. In bi prosil, da na enak način, kot smo to zadnjič naredili, odstranimo to kamero, pa bi ljudno strokovno službo, da tukaj malo pomaga, da ta zadeva teče nemoteno naprej. Ne, gledajte, jaz kamere ne bom ugasala, ker Ne morem vam dati, gospa Pečerič, vi me boste razumeli, vi ste zelo pametna ženska in jaz mislim, da boste mene razumeli, da je pač svet tukaj tisti, ki meni odreja, kako se moramo obnašati. Vse vem, da imate pripombe in da vam ni všeč, ampak žal je ta sklep sveta in žal direktno. Pa bi vas prosil, če to kamero odvijete, tako kot ste naredili na prejšnji seji, da bo stvar potekala mirno in da ne bo konfliktov in da bomo lahko nadaljevali. Gospa Pečeričeva, vi mene slišite? Jaz slišim, ne bom ugasala. Ne boste ugasili. Ampak bi bilo vseeno vljudno od vas, da bi to glede na prošnjo in sklep sveta, ki je bil skoraj da razen dveh, ki nista bila za to, vseh 20 je tukaj glasovalo za to, da to ne posledete. Vem. Vi boste nasprotovali vsem, celemu svetu, ja, kot že toliko krat. Nisem slišal. Kot že toliko krat. Ne, zadnjič ste
prav zelo ljubno in prijazno odšli v eno sobo, odšrapali to napravico in stvar je bila urejena. Danes ne bom, dajte. Kako? Danes ne bom. Boste. Dobro, to troški vam, da saj to nekaj svečki na Ja, ne vem, zdaj, gospod Boris Kuterič, jaz sem prav nekih posebnih idej. Jaz se ne strinjam s tem terorjem, ki ga izvaja. Ona snima zato, da se načrtno norčuje in manipulira in izpodbija obstoj te fundacije. Jaz žal zagovarjam na žalost nekaterih razdiralcev, jaz zagovarjam, da ta fundacija, tako kot je doslej, tudi dela od slej naprej. In vse tisto, kar služi na razdiranju te fundacije, se jaz ne strinjam. In to dejanje, to nasilno snimanje, je v funkciji razdiranja fundacije. To ni res. Mislim, da nimate tokrat prav, a je prvič si povečimo tole, ali je seja odprta za javnost ali ni, ker prvi odgovor, ki ga dobi. In koliko je seja odprta za javnost, treba več kaj narediti? Tako mislim, lahko, prosim, dajte me, imamo pravnike, tukaj ne povedo. Izvolc društvo paralimpikov, bodimo resni, sprejeli smo sklep. Jasno je, kakšen je bil izid glasovanja in zdaj ni več razprave, treba je spoštovati sklep, rečemo, bomo sejo nadaljevali in pa prekinemo. Samo te dve rešitve sta, zdaj se pa odločite. Hvala. Ne vidim nobenega razloga, da bi se zapirali javnost, sklep potem, da se ne snemajo pa sprejeti. In ga je treba izvesti. Namreč tako, ker bomo mi zaprli sejo za javnost, to potem bo spet to izvor nekih insinuacij. Mislim, da danes ne bomo ničemer razpravljali, kar bi bilo predmet poslovne tajnosti, ampak bomo razpravljali pač o zadevah, ki so stvar pravzaprav javnega značaja. Jaz sem že točno povedal moje stališče in bom ponovno ponovil. Jaz nasprotujem snemanju zato, ker Elena Pečelič ne upo, torej neprofesionalno, neetično z vidika novinarstva enostavno snema in se iz nas norčuje in manipulira. Evo, Elena Pečelič, zaves.si, iz 18. seje sveta FIFA, burno in vroče.